Danes smo tukaj pred frančiškansko cerkvijo sredi Ljubljane in študente bomo vprašali, kaj njim pomeni blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Kaj tebi pomeni mir? Kaj te od njega odvrača? Mir meni pomeni veliko veselja in srečo. Takrat, ko sem mirna, tako lahko rečem, zdaj lahko res lepo gledam svet s takimi lepimi očmi, koliko je svet lep. Kaj mi ga pa odvrača mi ga stres, pa recimo takrat, ko imam slabe odnose. Takrat je res nemir se naseli, grdo začneš gledati na svet in je prav grozen in komaj čakam, da prijem v cerkev in da dobim ta mir nazaj. Mir mi pomeni zadovoljstvo samim s sabo, močna vera, bi rekel, neko upanje, da obstaja sila, da je Bog z mano. Mir mi predpostavlja, mislim, tudi potrpljenje z ostalimi, samim sabo, ko padem, ko drugi padejo, potrpljenje, odpuščanje. Od miru odvrača, ko bi rekel, marsikaj stvari, recimo že sama preobremenjenost z informacijami, naprimer. Razni ljudje, ki ti filajo glavo z idejami, ki nima nobene veze s kakršnim mirom, kakršnekoli moralo, čemurkoli. Nekaj, kar treba biti previden v današnjem svetu, ker je ogromno informacij. Napačno takoj najdeš, žal, tako je. To je, mislim, da zadeva polno lažnih sporočil in namenov in splošno prikritega zla, se mi zdi. Mir je, da živiš v miru, da imaš družino, prijatelje, da se razumeš z vsemi, da te ne preganja, ne vem, današnja družba, vse, kar je s telefoni, mediji, to je vse neko norenje, to ni miru. Mir je, naprimer, da greš v naravo, da se sprehajaš drugar s skavti, mi, ko imamo skavtski tabor, to je v bistvu nekak mir, da se spustiš, da uživaš v naravi stran od hrupa, stran od medijev, to mi v bistvu mir pomeni. Odvrača pa predvsem to, mediji, in telefoni, vse te naprave, to najbolj odvrača v miru. Ja, meni mir pomeni to, da se lahko v miru spustiš, ker pač trenutno v svetu je veliko vsej preveč na hitrem ritmu in je pač mir je to, da si vzameš čas zase, da si vzameš čas za druge, za soljudi in prijatelje. Jaz probam v vseh svojih odločitvah iskati en notranji mir in če se mi zdi, da v eni stvari čutim mir, pol se ponavadi tisto odločim, tudi če mogoče na prvi pogled ne zgleda najboljša odločitev. Kaj pa te odvrača najbolj od miru? Če si ne vzamem dosti cajta, zato, da sem sama sabo pa za molitev, pol precej opazim, da mi manjka nekaj in začnem hiteti in tako iz ene stvari na drugo, pa nisem pa stvari pozdrav. Mir je, ko se srce spočije. Mir je, ko delaš dobro. Od mira me odvrača predvsem pesimizem, pa nepoštenost, pa sovraštvo med ljudmi. Jutri pa upam, da bo spet tako. Kaj pa tebe? Če bo dolgih slajdih. Mogoče bi dodala še strpnost ljudi, predsodki. To, da sem povezan z Jezusom in to na tak način, da sem mu vse predal. Da nimam težav s tem, da bi se obremenjeval s kakšnimi stvarmi, kot so recimo faks. Pač tudi, če imam veliko stvari za narediti, se vseeno osredotočim na to, da to predam Jezusu in potem sem umirjen. To je moj mir. Kaj me ovira pri tem? Strah. Jaz mislim, da strah. Strah je tisto, kar mi dela težave. Kaj pa se ti zdi, da lahko ti narediš za mir med ljudmi? Zanimiv. Lih 2 tedna nazaj sem se odločil, da bom delal več dobrih del.
Zato, ker pol zvečer, ko pogledaš za nazaj, čez dan, pol ugotoviš, da si cel dan samo preždel, da se nič takega ni zgodilo, da bi ti naredil kaj za drugega. In potem se zdaj bolj osredotočam na to, da delam več dobrih del. Lahko probam dati to, kar mene veseli. Pokazati ali pa povedati, zakaj sem jaz srečna, pa ne vem, in probati dati košček tega, se tako ne bo. Se mi zdi, da moraš začeti pri sebi, pa nekako v sebi začutiti mir, veselje, srečo in potem to širiti med ljudi. In s tem se mi zdi, da največ lahko naredimo. Mogoče, da začneš s pozitivo, ne vem, lahko so to drobna dejanja, kakor da se nasmehneš sočloveku na ulici ali pa, ne vem, da mu nameniš kakšno besedo pozornosti. Mogoče, da daš kakšen dar brezdomcu. Pustim telefon in grem, povabim prijatelje ven in gremo nekam hoditi. To s malimi koraki. Mislim, da dajem dober zgled, prva stvar, kar jaz verjamem, da je, ko bi rekel, najbolj, prek katere se človek največ nauči. Že kot, ko bi rekel, da že v svojem okolju deluješ za mir. Se pravi, v smislu, si potrpežljiv, se ne kregaš, ne napadaš, tako nekako. Za mir med ljudmi, po moje, kar jaz lahko naredim, je to, da se trudim za odnose, da se trudim, da takrat, ko recimo kdo, ki je tudi živčen, da jaz kažem, ok, dajmo se pomiriti in dajmo to malo premisliti, da v bistvu, da ne širim tega nemira, ampak da ga probam zaustaviti, pa tudi vse, da o ljudeh iščem in razmišljam tisto lepo, kar imajo.